Lep pozdrav. Danes sem zaključil precej naporen, ampak tudi, mislim, uspešen teden z delovnim kosilom, ki smo ga imeli predsedniki strank socialnih demokratov, liberalne demokracije in stranke Zares. Skupaj smo ugotovili, da smo v tem tednu s pospešitvijo neformalnih pogovorov prišli tako rekoč skoraj do konca pri uskladitvi vsebinskega dela koalicijske pogodbe in da so se začetki pogovorov o kadrovskem delu te pogodbe uspešno začeli. Seveda smo morali ugotoviti, da je ena od pričakovanih koalicijskih partneric, to je stranka Desus, v četrtek prekinila pogovore in menili smo, da obstoji možnost, da se k pogovorom utegne vrniti. Zato smo danes sklenili, da v nasprotju z načrtom, ki smo ga imeli, da po tem delovnem kosilu, ki je odpravilo še nekaj političnih vprašanj, ki so ostale odprte med pogajalci teh treh strank, pustimo osnutek koalicijske pogodbe nedokončan, tako v vsebinskem kot kadrovskem delu, zato, da bi se, ukolikor se bo stranka Desus odločila, da se ponovno vrne v pogajanja, vrnila kot enakovreden, enakopraven partner in dokončala skupaj z nami kot enakovreden in enakopraven partner dela tako na vsebinskem kot na kadrovskem delu koalicijske pogodbe. Če tega zapleta z stranko Desus v četrtek ne bi bilo, bi bili sicer po mojem mnenju zelo blizu temu, da nam bi ambiciozen načrt, ki smo si ga zadali v ponedeljek, v začetku tega tedna skoraj izpolnili. In tako več kot prehiteli sicer časovnico, ki zavezuje morebitne bodoče koalicijske zaveznice, da pripravijo vse potrebno za glasovanje o mandatarju in zaupnici vladi. Ne glede na to, da je do tega zapleta prišlo, kot rečeno izražamo upanje, da bo prišlo tudi do ugodnega razpleta, da se bo, to je moje upanje in pričakovanje, stranka Desus kot enakovreden partner vrnila v pogajanja. To bo sicer zahtevalo sedaj nekaj več obveznosti, kot smo jih načrtovali, ker upoštevamo dejstvo, da si želimo z njimi, tako kot smo opravili pogovore za stranko LDS in Zares in zdaj trije predsedniki skupaj rešili tudi večino političnih vprašanj, želimo dokončati vsa vprašanja povezana z vsebinsko in kadrovsko, torej vsebinskim in kadrovskim delom koalicijske pogodbe skupaj. To pomeni, da bomo, če se bo Desus odločil vrniti v pogajanja, do srede tedna z njimi poskušali uskladiti vsebinski del pogodbe. To bo pomenilo, da se v drugem tednu naslednjega tedna, tja do nedelje, poskušajo vse štiri stranke uskladiti okrog vsebinskega dela dokončno in parafirati ta del. Prav tako se bodo intenzivno nadaljevala pogajanja o kadrovskih vprašanjih, ki jih bom sprva vodil bilateralno, potem pa opravil tudi razgovor z vsemi predsedniki oziroma predsednico morebitnih koalicijskih partnerjev. Z delom na vsebinskem delu koalicijske pogodbe smo izrazili zadovoljstvo. Mislimo, da ustreza zahtevam časa, ki je pred nami. Ta čas je zahteven čas, vendar odgovarjamo z njim na ta izziv z ambicioznim načrtom gospodarske, socialne in drugih politik, ki bo Slovenijo skozi ta vihrav čas gospodarske negotovosti poskušal kljub temu približati državam, ki so najvišje po gospodarski razvitosti in socialni solidarnosti. Tudi kadrovske stvari se bodo, mislim, da uspešno uredile. Tudi danes smo predsedniki treh strank oziroma predsednica ponovili našo ambicijo, da sestavimo kompetentno vlado, da sicer po
neki sorazmerni teži, ki smo jo dobili na volitvah, to težo upoštevamo pri oblikovanju sestave vlade, vendar to ni neko strogo pravilo, ki bi omejevalo našo ambicijo, da je kompetentnost osebnosti, ki bodo sodelovali v vladi pred tem matematičnim pravilom. To se mi zdi za Slovenijo pomembno in dobro sporočilo. To je za enkrat z moje strani vse, zdaj bom pa rade voljo odgovoril na vaše vprašanje. Prosim.